Torej, realizem, zelo pomembno literarno obdobje v slovenski književnosti, veliko avtorjev je, začne se recimo z Jenkom, tudi od njega imate dve maturitetni deli, potem se pa nadaljuje z Jurčičem, Kersnikom, Stritarjem, dva pesnika sta, to sta Aškarc pa Gregorčič. No, Tavčar je, to lahko vidite že po telih letnicah, vidite, precej pozno prišel, še zmeraj pa spada v realizem. Torej, umrl je leta 1923. Če si malo predstavljate, kaj je bilo takrat na slovenskem kulturnem prostoru, ni bilo več Avstro-Ogrske, že moderna se je končala, že Cankar je umrl, ki je v obdobju po realizmu, Tavčar je pa bil zadnja leta zelo aktiven. In to delo, Visoška kronika, je precej pozen realizem, je pa zelo na nivoju, zelo kvalitetno delo, eden najpomembnejših zgodovinskih romanov, kar jih poznamo. Hočem vam povedati še to, da je tale četrta stran, če si pogledate ta PDF, ki sem vam ga poslal, tudi tako sicer pomemben, to je namreč eden od vzorčnih izpitnih listkov, kakršni so na vsem delu mature. Vi veste, da imate za poklicno maturo ob tistih maturitetnih polah, ki jih že mogoče poznate, pa ste kaj pogledali, še ustni del, in glavnina ustnega dela je ravno na nekako 10 minut, 12 minut govorjenja na način, kot ga imate tukaj, torej odlomek, gor imate avtorja, pa tudi avtorja, pa letnice, pa naslov dela, torej nič ni za ugibati, katero delo je to. To na glas preberete, in potem že sledi interpretacija. In v temle odlomku vi mogli prepoznati, da je to pripovedovalec, ki mu je ime Izidor, da je še kot otrok gledal, kaj ima njegov oče v skrinji. To je čisto začetek tega romana, ki se mu reče Visoška kronika. Kot vidite, sredi lise je ležalo nekaj rumenega, to je zlatnik. Namreč kaj sledi? Oče ga zaradi tega, ker ga ujame pri tem, da je brskal po stvareh, niti ni jasno, ali je hotel zares ukrasti ali ne, ga potem seveda kruto kaznuje s tem, da mu odseka mezinec, odseka mu prst. Zelo kruta kazen, ampak za tisti čas običajna. Kaj je v tej Visoški kroniki? Torej, to je v celoti v digitalni obliki, torej tudi če ne morete v knjižnico, če je še kje mogoče kaj zaprto, čeprav se počasi odpira, lahko berete. Kar vam je še ostalo samoizolacije, komot lahko preberete ravno Visoško kroniko, ker je to tako zelo berljivo delo. Tak zelo, zelo zrel realizem je to. Glavni junak je torej Izidor, njegov oče Polikarp, in vidite, to je vse v prvih vrsticah navedeno. Mati pa Barbara Kalan, dogaja se na Visokem, to tudi Visoška kronika. Torej, že sam naslov vam kdaj pomaga razumeti kar nekaj dela. Visoška kronika, dve besedi, torej pridevnik in samostalnik, Visoška zato, ker se dogaja na Visokem, kronika pa, to je pa že malo bolj mogoče zapletena zadeva, kronika pa pomeni zgodovinski popis nečesa. To pomeni, da se to delo pretvarja, kot da je ena izpoved nekoga iz zgodovine, da to nekdo izpričuje. Kronist je nekdo, ki dobesedno zapisuje dogodke po časovnem zaporedju. Imate šolsko kroniko, imate kroniko kakšnega vaške skupnosti ali pa društva, zabeležka različnih pomembnih dogodkov. In to, da je Tavčar izbral tak tip romana, pomeni, da je hotel ga narediti malo bolj, verjetnega. Tako kot v sedanjih časih, ko je skoraj vsaka malo bolj taka napeta, srhljiva filmska zgodba narejena, tako kot da nekdo to snema ročno s kamero in so to najdeni posnetki. Malo se dela, da je bolj zares, kot je. Torej, Visoška kronika je popolnoma izmišljena zgodba, da se razumemo. Je pa res, da je Tavčar, ki je bil dosti premožen, kupil ta dvorec Visoko pri Poljanah nad Škofjo Loko in tam našel neke stare dokumente, neke spise, nekaj, kar je bilo mogoče
avtentično in je lahko to uporabil, lahko ne. Pa še nekaj vam povem, tale Visoška kronika se konča, če bi šli čisto na konec pogledati, z nečim pripisanim. Temu se reče strokovno epilog, nek zadnje poglavje, ki ga, kot vidite, piše Gregor, ki je pa sin tega Izidorja, ki je glavni pripovedovalec. To pomeni, da je Tavčar imel v prvotnem načrtu kar nekakšno nadaljevanje. Podobno kot danes filmi nastajajo na način, da imate še drugi del, pa pol tretji del in potem se že skoraj izgubi štetje. Namreč hotel je narediti drugi del Visoške kronike, kjer bi bilo opisano, kaj se zgodi po smrti teh glavnih junakov iz prvega dela, pa bi imel pa še tretji del, ki bi nekako zajel za Tavčarjevo sedanjost, torej čas konca 19. stoletja, začetek 20. stoletja. Torej bi bilo to nekak cikl romanov. To se vidi iz te končnega poglavja Visoške kronike. Tavčar je prej umrl, zato je bila objavljena samo prva Visoška kronika. Ampak vidi se že po načinu, kako so te liki narejeni, da je bilo predvideno nekako 3 generacije. Že Visoška kronika ima te 3 generacije, zato ker glavni junak je Izidor. Velik del stvari se dogaja v predzgodbi, ki nima Izidor, ampak njegov oče Polikarp. No in vidite, ta zadnji delček, zadnjih par vrstic romana, je pa 3. generacija, torej generacija potomcev po Izidorju in drugih junakih, drugih oseb, ki so v tem romanu ta glavne. Torej, že Visoška kronika kaže 3 generacije, če bi bilo teh romanov več, bi se to vleklo skozi stoletja. Kaj so pa hoteli realisti na tak način narediti? To, da se ene zgodbe vlečejo skozi čas. To je dost šokantno za marsikoga, da dejansko mi podoživljamo zgodbe, dogodke, odnose, te ideološke nazore naših, ne samo dedkov, pa babic, pa očetov, ampak mogoče še celo pradedkov, da se neke stvari vlečejo skozi stoletja. To so v realizmu zelo poudarjali. Temu se bolj strokovno reče, zelo filozofsko reče determiniranost. Ujet sem. Moji geni mi delajo, mi sporočajo, me silijo, da delam to, kar delam, tudi če je narobe. Delam enake napake kot naši predhodniki. To na ravni starši, otroci še zdaj slišimo. Jabolko ne pade daleč od drevesa, kakršna mati, takšna hči. To so tudi francoski realisti imeli zelo v glavi. Eni realisti so šli pa na še več generacij. Torej, to, kar so delali naši daljni predniki, delamo mi in se nič ne spremeni. Torej, s tem realizem poudari to ujetost. Kajti pravi realistični junak je ujet vsaj 3 take determinante, taka določila. Eno je čas, živim tukaj, ne živim ne 50, ne 100 let nazaj, ne manj. Druga je determinanta je okolje, tretja determinanta je pa genska zasnova, torej geni.